Nahajamo se torej v galeriji Škuc na samostojni razstavi umetniškega tandema Lea Ludwig. Razstava nosi naslov As it is so be it, kar v bistvu namiguje že na njuno prevzemanje iz motivike in vsebin iz nekega okultističnega okolja 20. stoletja. As it is so be it je namreč zapis oziroma neke vrste naslovitev, ki jo je uporabljal John the Grimstone iz procesualistične cerkve poslednje sodbe, da je v bistvu naslanjal svoj kult oziroma svoje pripadnike. V svoji praksi se vedno preizprašujeta medsebojni odnos, saj sta tako v zasebnem kot v profesionalnem življenju par oziroma partnerja. Hkrati pa jo zanima tudi lastna umeščenost v sistem, v katerem živita oziroma v neko družbeno-politično okolje. Nekako te rituale, pač religijske oziroma okultistične, sva nekako vpeljujeva v umetnost, no? Tako da ne nujno posnemava že nekih obstoječih ritualih po nekih pravilih nekih kultov oziroma religij, ampak nekako intimno ustvarjava nek najin lasten kult, v bistvu nek intimen svet. V najem delu se dosti tudi lotevava pobega od te družbe, od tega vsakdana, ker vsi služba in vse toliko zahteva od nas, toliko je vseh informacij, ne moramo vsega dojeti. In tukaj smo se tudi v tej razstavi se dosti ukvarjava s tem pobegom in recimo ravno to, pobeg v neko religijo, pobeg v neke vse te zadeve se mi da tukaj sprašujeva in mogoče malo neegoistično razmišljava tudi o temu, da mogoče nek pobeg, nek sam izginjanje ni toliko narobe, ampak je kar zanimivo nama je, da se bi lahko sam odločil in kar zginil, ne. In tle mogoče tudi malo tale tepih pri nazadnje, ker je v sredini črna luknja in recimo nek ritual klicenja v bistvu, da se preleviš v nič. Sama razstava je zasnovana tako, da v bistvu gledalca pelje v samo središče razstave, torej nek izsiljen začetek ogleda, ki potem v bistvu pošilja v ostale tri prostore, kjer so razstavljena dve novejši in eno povsem novo umetniško delo. To vračanje gledalca v srednji prostor in torej prečenje nekega središča, tega sakralnega centra, pa v bistvu vabi gledalca k kontemplaciji o lastni umeščenosti in o lastnih medsebojnih odnosih, ki smo jih deležni v tem sistemu, v katerem živimo. No, nahajamo se pač v bistvu v osrednjem prostoru razstave in služi v bistvu kot začetek in iz te sobe edino lahko vstopimo v vse ostale tri sobe, kjer se nahajajo umetniška dela. In tale soba služi kot nek tak sakralni svet prostor in na nek način je v tej razstavi edina fizična, resnična. V tej sobi so tri objekti, bele zavese, tepih in prapor. S tem smo hotela nakazati neko sveto, v bistvu kot na nek način neko vežico, nek sakralen prostor in v bistvu sva uporabila neke tri elemente, ki dosti prinazarjajo to, kot neko preproga v bistvu prikazuje, orisuje ta nek v bistvu ritualni prostor, ki se ga v ritualih ponavadi z nekim krogom, z nekim znakom se ga označi in v tem primeru tale preproga deluje na ta način. In za mano je pa prapor, ker je v bistvu je tudi nek tak svet ornament, ki se ga uporablja v več religij, ga uporablja v nekih ritualih in v bistvu na njem je motiv, ker sva ga midva sama kreirala in v bistvu prav tako tepih. Umetniška praksa umetniškega tandema Lea Ludwig nam je poznana predvsem iz produkcije zinov in grafičnega oblikovanja, ker se torej najbolj vidi to prevzemanje okultistične simbolike, motivike in vsebin nekega likovnega jezika. Na tej razstavi pa smo v bistvu
torej, ker smo središče same razstave koncipirali kot neko sveto točko, sta torej grafično oblikovala podobo na praporju, ki je v bistvu spoj njunih obeh teles, stiliziran spoj, neka pošast v bistvu, ki roke drži v 4 položajih, ki ciljajo na 4 glavne elemente, torej vodo, zrak, zemljo in ogenj. Da je ta razstava, v bistvu, da je ta prostor bil namenjen specifično za to razstavo in za ogled razstave, pa je v bistvu govori dejstvo, da se tako na praporju kot na tepihu pred praporjem pojavlja v bistvu napis v stilizirani glagolici as it is, so be it. Torej, ta nek njun grafični element se pojavlja predvsem v tem sakralnem centru, prostoru, ven pa v bistvu, ko pa izhajaš iz tega prostora, pa v bistvu vidiš predvsem njuno videoprodukcijo oziroma umetniška dela, ki so zdaj presegla te omejitve, ki jim je prej predstavljal nek analogen zid. Delo, ki se nahaja v tej sobi, nosi naslov Four-eyed monster, kar pomeni pač 4-oka pošast. Na zavesi in videu je predstavljena ena pošast, ki je v bistvu združitev najinih 2 teles v eno večjo homogeno enoto oziroma entiteto. Delo je predstavljeno na zavesi, ki jo premika veter. To smo pač hotela nakazati oziroma zabrisati mejo med analognim in digitalnim. Delo Four-eyed monster je bilo najprej predstavljeno v zino, katerega smo pač obogatila z augmented reality, z aplikacijo, ki je bila dostopna za pametne telefone, si pa lahko poskeniral to fotografijo in se ti je prikazal video, v bistvu je slika oživela. Midva pač imamo rada printan, tiskan medij, ampak nama tista fotografija premalo in smo več lahko povemo z videom, zato sva se odločila za to aplikacijo in v bistvu slike oživijo. In zdaj v tretji sobi tudi najnovejše delo, ki je bilo posebej narejeno za tole razstavo, je Fischlove in v bistvu gre za 3-kanalni video z dodano inštalacijo. Vsebinsko me je pa inspiriralo tukaj, ker sva na spletu, nek viralen video je bil nekega rabina, ki je razlagal o ribi ljubezni in v bistvu se je spraševal in nekako opozarjal, recimo dal je primer, da je vprašal enega fanta, ki mu je rekel, da ima rad ribo in ga vprašal, kako imaš rad ribo, če jo ubiješ, daš ven z vode in jo poješ. In tukaj se nam je zelo zanimiva ta ideja, da ta mogoče kapitalistična ljubezen, ki je v bistvu sam želiš, sam hrepeniš po nečem in nekaj si hočeš lastiti. In v bistvu skozi ta video performance, ritual, na nekak nemoralizirajoč način se malo sprašujeva, kako je, mislim, to se malo sprašujeva o dajanju pa vzemanju, v bistvu o nekem tem odnosu, no, v paru, v bistvu moški, ženska. V tretji sobi je predstavljeno delo Teufelskreuz, kar pomeni začaran krog. Delo je video performance, predstavljen kot video projekcija, je neskončen lup. Govori pa o ujetosti posameznika v sistem, v ta vsakdan, v katerega smo ujeti, iz katerega ne moremo pobegniti. To neskončno ponavljajoče se plazenje predstavlja nemožnost pobega iz rigidnih sistemov in ritualov, v katere smo vzgojeni. Hočemo se odmakniti, očistiti, ampak smo v ta sistem ujeti in to se vsakič znova ponovi. To smo v videu nakazala tudi z belo barvo. Neskončno se plazim iz roba v rob, vsakič sem bolj bela in se hočem očistiti in vsakič, ko se očistim, se spet umažem in se spet cikel ponovi in smo še vedno v začaranem krogu spet ujeti, nezmožni pobegniti. Pri videu Teufelskreuz sva uporabila tudi naracijo. Zvočna naracija govori o nezmožnosti pobega, o
svobodi, ki je iluzija, je tudi velik poudarek na tem. Samo delo je video performance, bela barva pa simbolizira tudi ne samo očiščenje, ampak tudi izginjanje, ker vsakič, ko sem bolj bela, se povežem z ozadjem in hočem izginiti. Kar se tiče zvoka na razstavi, je kar pomemben. Uporabljen je skoraj v vseh sobah. V prvi ga ni zaradi tega, ker sva recimo pustila, ker je že nek ventilator, pa to se že nek šum dogaja. V srednji sobi je zelo tak ambientalen mantra zvok, da nekako pomaga pričarati tale sakralen moment. V sobi, kjer je Teufelskreuz video, je v bistvu nek tak naracijski zvok, kjer Lea tekom videa pridiga in pač razlaga tole mantro tega ulovljenega kroga, začaranega kroga. V zadnji sobi, tretji sobi, je pa v bistvu tudi kot neka mantra en drugi šepetava skozi stranska TV-ja, dobeseden citat tega viralnega spletnega videa. V centralnem videu je pa samo nek ambientalen zvok.